danes bi rad nadaljeval. Namreč meni se zastavlja nekaj vprašanj, ki bi jih najprej artikuliral, upam pa, da bomo danes tudi odgovorili. Prvič, mi smo začeli govoriti o psihoanalizi in filmu, potem so počasi stvari odplavale čisto drugam. In meni ni več jasno, s čim se mi tukaj sploh ukvarjamo, s čim bi se želeli ukvarjati, s čim naj bi se ukvarjali, s čim bi bilo dobro se ukvarjati. Ne vem, to je prva zadeva. Druga, seveda je popolnoma normalno in pričakovano to, kar je rekel Robert zdaj, ko sem prihajal, namreč, da je prostor, kot je knjižnica, vse bolj podoben tržnici, kjer se poleg knjig in CD-jev in vsega drugega ljudem vedno bolj ponuja tudi dobrine, ki se jih da kupiti tudi v kakšnem BTC-ju. In da zaradi tega ni jasno trenutno ali naslednje leto, šolsko leto, ta predavanje tukaj bodo ali ne. Jaz seveda nisem pripravljen pristati na nikakršno trgovanje v smislu, bomo videli, še ne vemo, bo postalo jasno in tako naprej. Jaz nisem tržno blago in teorija tržno blago. Tako da jaz imam veliko raje, da se mi reče preprosto, pošteno in odprto, ta predavanja za to knjižnico niso zanimiva, pejte nazaj v Ljubljano. Jaz nimam s tem najmanjšega problema, resnično ga imam. Nikakšnega problema nimam, imam pa problem, ko se začne razmišljati, kot sem rekel, ne vemo, bomo videli, treba še malo kaj je treba še počakati. Če nekoga teorija zanima, ga zanima, nima več kaj čakati. Če se pa spreneveda, da ga zanima, potem bi bilo pa vsaj pošteno to reči. V bistvu se pravzaprav skozi pomalim sprenevedamo, v resnici nas to ne zanima, pa se samo pretvarjamo do nas. Jaz se s teorijo in znanostjo ukvarjam že vse življenje in sem pripravljen ves čas in ves denar in vse, kar je treba, temu tudi posvetiti in to tudi počnem. Tako kot pač nekdo drug čuti strast do zaradi fuzbala, do plenarjanja, do nabiranja kop. Meni vse je do česa. Jaz nimam s tem res nobenih problemov. Ne maram pa sprenevedanja, da zlasti v teh časih nekoga zanima recimo znanost oziroma zanima teorija, obenem je pa jasno, da ga pravzaprav ne. Pa še ena zadeva je, ki mi prihaja na misel, namreč, seveda je jasno, da, na primer, teorija ali pa znanost ne more pojasniti vsega, kot ljudje radi rečejo. Vse je vedno tako. Vedno je tako, da nekaj znamo misliti ali pa pojasniti in ogromno ne znamo misliti in pojasniti. Se nikoli ne bo drugače. Kada očitek znanosti, češ, ja, znanost ne more pojasniti vsega, je neumen. Je neumen, preprosto odveč. Nihče nikoli ne zna pojasniti vsega. Tudi tisti ne, ki znanosti učitajo, da ne zna pojasniti vsega. Saj oni tudi ne znajo. Pa saj ni štos o tem, da znamo pojasniti vse. Sploh ni. Štos je v tem, da poskušamo misliti karkoli že. Karkoli smo se pač izbrali za predmet razmišljanja. Torej, ne sme biti nobenega nesporazuma. Jaz sem tukaj izključno zato, ker znam misliti. Jaz tukaj nisem zato, da bi karkoli pojasnil, razložil. Jaz tukaj nisem zato, da bi ponujal, kot se danes reče, uporabno in koristno znanje za vsakdanje življenje. Jaz nič od tega ne ponujam, nisem ponujal, nisem obljubljal, ne obljubljam in nikoli ne bom.
Misel je prvič vselej bila in vselej bo strogo vzeto, zlasti seveda z vidika kapitalističnih mehanizmov, ker živijo v kapitalizmu, bo neuporabna in bo nekoristna. Več misel, zlasti v teh časih, je lahko samo v napoto, je lahko samo cokla. Bolj, ko znate misliti, trše vam bo predla. Glede tega se lahko prepričate kadarkoli in kjerkoli, ker ljudje v glavnem ne marajo misli. To je trivialno res. Jo ne marajo. Ljudje imajo radi koristne nasvete, naprimer. Ali pa uporabno znanje. Ali pa informacije, s katerimi se lahko orientirajo v prostoru in času. Misli ne želijo, ne vejo, kaj resno počnejo in nekateri tudi aktivno ne marajo, nekateri celo sovražijo. Zadnjič mi je nekdo rekel, da se mu zdi zelo zanimivo, da je mogoče o kakšnem predmetu razmišljanja, to je vse, ali je to film, ali je knjiga, ali je ideja, ali je enačba, ali karkoli že, da je o tem mogoče misliti tako, da človek pri tem uporablja koncepte. Meni se je delo zanimivo, da se nekomu drugemu zdi zanimivo, da je to sploh možno. Ni res, da vsak človek ve, kaj pomeni imeti konceptualna orodja, s katerimi znamo misliti. Ljudje ne moremo misliti brez takih konceptualnih orodij. Večina ljudi se s konceptualnimi orodji v resnici sploh nikoli ne sreča. Ne v šoli, ne zunaj šole, nikoli v svojem življenju. In iskreno ne vedo, kaj to je koncept in kaj pomeni uporabljati koncept, ko skušaš misliti nekaj. Glasbo, pesem, knjigo, film, karkoli že. In danes velja bolj kot kadarkoli. In meni je to popolnoma jasno, da teorija, kot strogo konceptualno razmišljanje, nima kaj iskati pod soncem. Ker nima nobene vrednosti, oziroma je samo v naporu. Tako da bi si morali, saj jaz bi to res želel, da čist preprosto odgovoriti na vprašanje, na katerega jaz odgovor kratko malo želim. Kot sem prej rekel, ko še tega ni bilo, jaz nisem pripravljen na nikakršno trgovanje v smislu bomo videli, če nas bo pokazal, moramo premisliti in tako naprej. Jaz tega preprosto ne maram. In nisem pripravljen sploh na ta način razmišljati. S teorijo se ne trguje. Teorija je po definiciji radikalna in je revolucionarna. Kdor tega ne ve, pač tega ne ve. In največ nikoli ne bo vedel. In kdor ni pripravljen se ukvarjati z revolucionarnimi in radikalnimi zadevami, tudi prav. Meni je to v redu. Se pač ni, ne? Se vsak svoboden, lahko se odloči tako ali pa drugače. Ne? Ampak tisti pa, ki se ukvarjamo s teorijo, se bomo ukvarjali vedno. Ni načina, da bi se nehali ukvarjati. Jaz se spomnim, ko sem bil bistveno mlajši, ko so me ljudje, ki so bistveno starejši, poskušali pokroviteljsko tolažiti, češ, vse bo minilo, boš že videl, pol, ko boš starejši, pol boš pa nehal, ugotovil boš, da to kamer napelje, spoznal boš, da je to čist brez veze, da, ne vem, teorija ne plača položnic, ne, da je treba začeti dati nekaj na krožnik, ne, da je treba nekaj konkretnega narediti, ne pa kar nekaj misliti, ne, čeprav je to lahko fajn, ampak ne, mi živimo tukaj na zemlji, moramo stati na trdnih tleh, ne,
Mene so od malega učili, da je edino pametno delo na tem svetu tisto, ko človek nekaj naredi z rokami. Ne vem, ko naredi en cegu, ali pa ko ga nekam položi, pa nekdo malte gor vrže, pa je zid. To je delo, ne pa neka filozofija. Moraš tega živeti. Nažalost se celo od tega da živeti. Celo od tega danes nekateri pop, znanstveniki, teoretiki, filozofi živijo bajno. Tudi od filozofije se da bajno živeti. Ker so honorarji taki, da ne vem, jaz ne zaslužim v enem mesecu takega honorarja, kot ga pač nekateri dobijo za 1 uro in pol. Tudi od tega se da živeti. Ampak to je pa pop. To je nekaj, kar se da zapakirati tako, da bo postalo privlačno. Nobena zares radikalna ideja nikoli ni mogla biti popularna. Po definiciji ne more biti popularna. Tudi če bi ljudje radi naredili popularno, in ne morejo narediti. Misel kot taka se upira vsaki popularizaciji. Tudi če se človek ne upira, se misel upira. Tudi če jo spremenite v popularno, ste ji storili silo, še vedno ni popularna, zgolj vi mislite, da je, v resnici pa ni. Mi lahko naredimo iluzije iz radikalnih idej, take iluzije, ki so nam všeč, ki se prodajajo, ki jih imajo ljudje radi, ampak s tem smo storili silo. Sami misli, ki se bo prej ali slej kot taka pač vrnila, ker vedno znova se bo našel človek, ki ga bo zanimala sama misel, ne pa popularna različica misli. In to, kar je morda pri tem najbolj zanimivo, je, da ljudje, če bi lahko tako rekel, če bi uporabil tako frazo, nekje globoko v sebi, to zelo dobro, da ljudje globoko v sebi čisto na koncu vedo, da se sicer zdi, da je od iluzij mogoče živeti, da je mogoče celo živeti dobro. Samo ne dolgoročno. In to ve, da se od iluzij dolgo časa ne da živeti, čeprav se lahko pretvarja človek, da se da. Ampak pravim, deep down, globoko v sebi pa vedo, da se ne da. Da globoko v sebi ljudje že davno vedo, da ne gre nikamor več zadeva. Da se zgolj vrti v krogu, da zgolj stopicajo v mestu, da ne grejo nikamor ali pa celo, da nazadujejo. Čeprav še vedno mogoče ohraniti iluzije, da ni tako. Ljudje smo pač bitja iluzij. In imamo radi iluzije. Ali pa kot je rekel Freud, ljudje imamo tako radi iluzije, da jih imamo celo raje kot sebe. To je ena najbolj radikalnih trditev, ki jih večina ljudi še danes ne more sprejeti. Da imamo ljudje raje iluzije, celo raje kot sebe. Da smo se sposobni in pripravljeni odreči celo sebi ali pa svojim najboljšim interesom v imenu iluzij. Nobena vojna nikoli ne bi mogla nastati, če recimo to ne bi bilo res. Ne bi mogla nastati, zato ker v najboljšem interesu ljudi ni, da se med sabo pobijajo, da tvegajo svoje življenje, da izgubijo in da kasneje, ko bo konec vojne, ker enkrat bo konec, ker vedno mora biti vsake vojne vedno konec, ker ne mora neskončno dolgo trajati, da se bo na koncu še zmeraj treba ukvarjati z mislijo. Ne more biti drugače, ker smo ljudje simbolna bitja. Čeprav kot simbolna bitja ljubimo iluzije, lahko ljubimo iluzije celo bolj kot sebe. Ampak misel je radikalna, kar pomeni, da ne prenese nobene iluzije. Kar seveda pomeni tudi, da ne prenese ljudi, ki pa imajo radi iluzije. Ljudje, ki imajo radi iluzije, se bodi si nikoli ne srečajo z radikalno mislijo, ali pa tudi, če se po naključju srečajo, pobegnajo. Oziroma odidejo. Ker se ne želijo, ker je za njih to travmatično,
dolgo časa srečevati z samo mislijo, v najbolj čisti obliki. Tako kot je recimo o tem pisal Platon. Kar seveda pomeni, da bi jaz rad, če boš v kratkem lahko pač preprosto rekel, eno ali drugo in tako tudi bo. Zdaj, če teh predavanj več ne bo, jih pač ne bo. Jaz ne bom zaradi tega jokal, vi pa najbrž tudi ne. In seveda potem tudi ne bo nič od tistega, o čemer smo zadnjič govorili, s čim bi se še ukvarjali. No in s tem pridemo do današnjega vprašanja, ki ga jaz naslavljam na vas. S čim bi se radi ukvarjali danes? Ker naslednjič morda bo ali pa ne. No, danes pa siguren je. Ne, naslednjič še bo. Aja, junija. Aja, junija še bo. Aha, no, dobro. Prav. Torej, moje vprašanje je vam. Jaz bi mogoče ponovil, kar si zadnjič rekel, če bi kaj v subjektu povedal, če se drugi s tem strinjajo. Čeprav je res, da je to malo zunaj okvirja osnovnega, ampak se navizuje. Kaj pravite? Ne drugi povedal. Ja. Jaz bi eno stvar sem rekel, v bistvu eno vprašanje postavil, rekel, ki je, kaj nam pravzaprav ta predavanja pomenijo, pa kaj, kako jih dojemamo. Pravzaprav, se jaz zase govorim, ena nova obzorja, pa to ni zdaj vam v prid, ker vi boste, imate svoje. Skratka, ena nova obzorja se odpirajo verjetno večini od nas, ki do zdaj nismo imeli pogleda v njih, o njih zagotovo ne bomo nič več zvedli, ker enostavno je obseg tega grozovito velik, je pa ena, ni v vašem slogu izraz, je pa ena prijetna izkušnja videti preko svojih meja, ki jih jih imam, ne. Skratka, meni bi bilo zelo žal, če bi ne bilo nadaljevanja v prihodnjem letu. Jaz sem sam tole rekel. Zlah prosim, da mi napišete na moj mail robi.hotenski knjižnica celje.si, da bi želeli še imeti, če bi lahko še naprej imeli predavanje. Se pravi, da prijem s tem argumentom naprej, ker to je odvisno od pač eni faktorjev. Se pravi, če bi se dali tak narediti, ne vem, da berete med sabo maile, napišete, pa mi pošljete, pa pridem jaz s tem mailom pred določene ljudi, pa rečem, gledajte, tole je, ena zahteva je, ljudje si živijo, radi bi, škoda bi bilo prekiniti, in to bo po moje, jaz upam, tisti argument, ko bo prevladal, premagal, naslednjič, recimo junija, ko je zadnjo, ali pa zberete podpise, pa mi napišete sam neki, želeli bi, pa se podpišete spod, pa date svoje maile, pa jaz to poberem, ne bo, pa se pusti tam, recimo za pultom, pa jaz grem, pa sem vidno na vezino. Res fizično vidno, sam se pravim. To ne boš se kar fizično, kot list. Prav, pa se ti pišem. Robi, pol pa kar zdaj morda, danes smo tukaj 18. zagotovo vem zase, da ne bom tu. In bi bilo liste, tako, evo. Pa bo nekaj napisano, pa moram zbrati napisano. Prav, hvala lepa. Čeprav to, jaz tudi nisem narcističen, da bi rado kakšne komplimente. Naprej rekel, da tu ni... Ja, saj ste rekli, svoje peljali naprej, ne glede, ali vam laskamo, ali pa vas rekel... To mi je všeč, ker misel je tista, ki jo bom ne jaz. Ideja o subjektu ni zgrešena ali pa nekaj zunaj tega, s čimer bi se mi ukvarjali, tudi če rečemo, da je bilo na začetku mišljeno, da se ukvarjamo s psihoanalizom filmov. Psihoanaliza je teorija subjekta. Samo.
o tem je treba povedati zgodbo, ki je zanimiva, ki predstavlja veliko prelomnico v zgodovini ne samo 20. stoletja, ampak sploh v zgodovini humanistične, filozofske misli oziroma misli sploh. Teorija subjekta se pojavi šele po drugi svetovni vojni. Do avtorjev, recimo francoskih avtorjev, kot so Althusser, Michel Foucault in Jacques Lacan, nihče ni eksplicitno spregovoril o subjektu, ne pozna subjekta in ga ne misli, ker ga ne more misliti. Freud ga ne misli, na primer. Freud nikjer ne govori o subjektu. In samo dejstvo, da se to zgodi tako pozno, je izjemno pomembno. Zakaj se ni zgodilo prej? In kaj to sploh pomeni? Zakaj pride ljudem na misel, da potrebujejo nov koncept, novo idejo, ko pojasnjujejo človekovo vedenje, ko skušajo misliti človeška bitja, človeške posameznike in odgovarjati vprašanja, zakaj se obnašajo pač na določene načine. Subjekt ni izmišljotina, zato ker se je nekomu pač zdelo to pomembno, ali pa koristno, ali pa ker je hotel biti važen, da bo nekaj novega povedal. Ne? Ali pa, kot se reče včasih, da bo z drugimi besedami povedal isto. Ni bilo tako. Obstajala je objektivna potreba po teoriji subjekta. Objektivna potreba, kajti jasno je postajalo, da, na primer, po drugi svetovni vojni je ameriška egopsihologija že prepričala številne ljudi, da je ravno egopsihologija, psihologija jaza, ključni domet, najvišji domet pri psihologiji, da z teorijo jaza dokončno pojasnjujemo, kaj jaz sploh je v človeku, kaj ga določa, kako se ta jaz pod določenimi pogoji obnaša in zlasti na kaj je mogoče staviti, da bo ta jaz postal dovolj močan, dovolj samozavesten, da bo imel dovolj, na primer, močno voljo, da bo množični ravni, da bo veliko posameznikov živelo srečno življenje ali pa kvalitetno življenje ali pa da bodo posamezniki tako okrepljeni kot jazi, sposobni plezati po lestvici potreb, ki jo je takrat artikuliral Abraham Maslow, da bodo zmožni zadovoljevati najvišje potrebe človeških bitij, kot je potreba, na primer, po samoaktualizaciji. Te ideje so v 50. letih, na začetku 50. let, 50. letih 20. stoletja najbolj obetajoče. In zdi se, ali pa takrat se je zdelo, da je zgolj vprašanje, kako to teorijo jaza, to egopsihologijo, kot se reče, aplicirati na vse posameznike. Jih okrepiti, razviti, da bodo počeli vse to, kar sem prej rekel. Da ne bodo samo jedli in spali, pili in seksali, ampak da bodo zadovoljevali tudi vse višje potrebe tja do samoaktualizacije. Da bodo doživljali to, kar Abraham Maslow imenuje peak experiences, da bodo imeli v svojem življenju veliko vrhunskih doživetij. Srečni, zadovoljni in tako dalje. Vse to egopsihologija ponuja, obljublja, češ, mi vemo, kako se to naredi. In to lahko naredimo skozi seminarje, skozi delavnice, skozi usposabljanja, skozi šole, skozi konference, skozi priročnike, skozi kar hočete.
Obstajala je ena sama zadrega. Obstajalo je eno samo vprašanje. Kako to zares narediti? Ves ta žargon je bil krasen in je čudovit. Če danes berete te avtorje, se danes je v resnici egopsihologija na nek način še bolj popularna kot v 50 letih v Ameriki. Še bolj je razširjena. Teorija subjekta je marginalna teorija, za teorijo subjekta ve par ljudi. In še danes seveda ni odgovorjeno temeljno vprašanje, vsaj v krogih ljudi, ki so ukvarjali z psihologijo jaza in verjamajo vse to, kar se zdaj povedal. Namreč, zakaj pravi Freud, da je ego sam iluzija? In hrbtno vprašanje je bilo, zakaj se nam zdi, da ni iluzija, da je to nekaj materialnega, nekaj konkretnega, nekaj, kar je v človeku. Egopsihologija stavi na nekaj v človeku, kar se imenuje jaz. Za egopsihologe ego ni iluzija. Freud pa vztraja, da je iluzija. Se pravi, nekdo se moti. In egopsihologija seveda je poskušala dokazati, da se Freud moti. Freud je bil že takrat za Američane zastarel in sporen in problematičen in ga je bilo treba popravljati, nadgrevati, naprimer z egopsihologijo. Ampak ta psihologija nikoli ni znala odgovoriti na ključno vprašanje, kako vse to, kar smo našteli, tudi narediti, da bodo jazi posameznikov plezali po tej lestvici in da bo vedno več, vsak dan, vedno več ljudi, ki bodo v svojih življenjih srečni, zadovoljni, ki bodo doživljali peak experiences in bodo samo spoštovanje razvili do vrhunca in bodo duhovno dozreli in bodo osebnostno razviti in tako naprej. Zakaj teh ljudi ni vsak dan vse več? Če je vse to, kar egopsihologija zatrjuje, res. Zakaj jih ni? Zakaj študije ne potrjujejo, da jih je vedno več? Ampak da se je celo, gotovo ta izraz poznate, v določenem obdobju 20. stoletje razglasilo za obdobje depresije. Zakaj ni vse več vsak dan srečnih ljudi, če pa točno vemo, kaj narediti, da bodo? In to tudi počnemo na seminarjih, na šolah, delavnicah, skozi priročnike. Zakaj ni tako? Prosim. Pomislila sem na dr. Janeza Rugla in na njegov program, in na ljudi, ki so vključeni bili v njegovem programu. Kako so pravzaprav šli po tej lestvici, vendar le navzgor, proti samouresničitvi, ampak treba je bilo garati in delati in zelo, zelo garati in delati in veliko se odpovedovati. In bilo je malo ljudi, ki so bili pripravljeni v tej zvezi kaj narediti. To je dobra pripomba. Jaz sem z njim sodeloval in vem iz prve roke, sem tudi predavanja za njegove paciente, kaj to pomeni. In to je en delček, ki ga lahko uporabimo pri odgovarjanju na to zastavljeno vprašanje. Namreč, v čem je bil problem in je še danes za egopsihologijo? To, da je ego zares iluzija, da ko se otrok rodi, ni nobenega jaza, da je ego konstrukcija, ki se razvija skozi vzgojo, socializacijo in tako dalje. In da se mora nekaj zgoditi, da bo jaz res lahko tak, kot predvideva egopsihologija. Egopsihologija nikoli ni znala odgovoriti, kako se to zgodi, zato se rodi teorija subjekta. Teorija subjekta
poskuša odgovoriti na tole ključno vprašanje. Če se strinjamo, da instanca, ki jo imenujemo ego ali jaz, nastane, se moramo vprašati, kaj se mora zgoditi, da nastane, pod kakšnimi pogoji sploh lahko nastane. In hkrati se moramo vprašati, kaj se zgodi, če ti pogoji niso izpolnjeni. To sta dve nujni vprašanji. In prvi, začetni odgovor, ki ga ponudi Lacan, sega v leto 1936, ko je bil še Freud živ. Lacan poskuša kot prvi razumeti, kateri so materialni pogoji za to, da neko človeško bitje sploh razvije zavest o lastnem jazu. In rodi se koncept, ki predvideva, da mora človeška žival, mora posameznik skozi neko fazo, skozi neko obdobje, ki Lacan imenuje faza zrcala. In da se ta jaz, ego, konstituira skozi zrcaljenje. Torej, Lacan se strinja, da je ego iluzija, da ego sicer obstaja, da deluje, da ima svoje funkcije, da sproža empirične učinke, vendar zgolj kot iluzija. In da bi Lacan to mislil, mora, in tem je zanimivost in celo radikalnost njegovega razmišljanja in hkrati radikalnost psihoanalize. On potrebuje nov koncept. Poleg teorije subjekta potrebuje še en koncept. In to je novo, drugačno razmišljanje o naravi same realnosti. To je lakanski podvig. Pravi, ko se Lacan loti enega vprašanja, ki se ga drugi niso lotevali, se izkaže, da ne samo, da ne razumemo dobro, kako deluje posameznik in kako se razvije zavest o egu, ampak da tudi nečesa drugega ne razumemo dobro. In to je, kakšna je sploh realnost, v kateri se razvije zavest o jazu. Naenkrat se odpre cela vrsta zahtevnih novih vprašanj z zavestjo, da do takrat avtorji, recimo psihologi, preprosto privzamejo, da ego kar je. In se ne ukvarjajo pod kakšnimi pogoji, kdaj, kaj se mora zgoditi in tako dalje, preprosto prevzamejo, da je. Ravno tako pa privzamejo, da realnost vselej kar je. In to je čas, v katerem se dogajajo še druge radikalne spremembe v filozofiji in znanosti, kot je kvantna teorija, ki spoznava, da obstajajo dimenzije realnosti, ki so popolnoma drugačne, kot si je kadarkoli, kdorkoli predstavlja. In kvantna teorija, neodvisno od psihoanalize, in obratno, psihoanaliza, neodvisno od kvantne teorije, že ve, da je realnost, znotraj katere se razvijajo posamezniki, se razvija zavest o egu in tako dalje, bistveno, ampak res bistveno drugačna, kot je kadarkoli, kdorkoli misli. Zdaj, ko poskušamo misliti samo genezo teorije subjekta,
odkrivamo, spoznavamo, da moramo misliti še celo vrsto drugih stvari. Da nam o naravi realnosti veliko pove teorija relativnosti. Relativnostna teorija, Einsteinova teorija, ki na neki drugi dimenziji realnosti, recimo neki makroravni, ravno tako pokaže, da tudi o tej dimenziji nimamo pojma. In da je čas nekaj bistveno drugačnega, kot smo mislili od takrat. In da se dogajajo v realnosti, v vesolju, zadeve, o katerih se nikomur ni niti sanjalo. In da so vse te zadeve, psihoanaliza, kvantna mehanika, relativnostna teorija, na nek neverjeten način med sabo povezani. In mi smo se tudi že dotaknili tukaj še nečesa, še nekega drugega dogajanja, zopet v približno istem času. In to so revolucije znotraj same matematike. V približno istem času. Od Georga Cantorja do Gödelovega teorema, naprimer. Se zopet dogaja nekaj, s čimer recimo matematiki postrežejo ljudem in rečejo, dragi moji, realnost je mnogo bolj nenavadna, kot si vi sploh lahko predstavljate. In zdaj imamo celo množico novih radikalnih idej, filozofskih, matematičnih, znanstvenih, psihoanalitičnih, naprimer. In to so koordinate, znotraj katerih se rojeva teorija subjekta. Teorija, ki nam poskuša pojasniti, da posameznik, ta ego, ali zdaj po novem, subjekt, nima nobene substance, da njegova identiteta ni določena niti z geni, niti z vesoljskimi pojavi, z kozmičnimi energijami ali pa s čim podobnim. Ampak da je treba misliti na popolnoma nov način. Ko mislimo, ali pa želimo misliti teorijo subjekta, ne smemo biti obremenjeni z ničimer, kar so ljudje razvijali stoletja dolgo, pravim, do druge svetovne vojne, recimo, tega časa, po druge svetovne vojne. In Lacanov odgovor, ker pozna te spremembe v načinih razmišljanja, v filozofiji, v znanosti, v matematiki, Lacanov odgovor je najprej tale. Preden poskušamo misliti subjekt, moramo poskušati dojeti, kaj pomeni, da ima realnost tri razsežnosti, ki jih Lacan imenuje realno, imaginarno in simbolno. Spontana vsakdanja zavest jaza danes, desetletja pozneje, ne ve in ne more vedeti nič o teh razsežnostih. Spontana zavest do teh spoznanj ne more priti. Do teh spoznanj lahko pride samo teoretska zavest. Vse te zadeve, ki sem jih zdaj naštel, recimo kvantni svet, je za spontano zavest nekaj tako nemogočega, nekaj tako čudnega in nekaj tako daljenega, da tega ne more misliti. Kvantnega sveta, vsakdanja, običajna, spontana zavest, kratko malo, ne more misliti. Nenavadnih razsežnosti sveta, o katerih govori Einstein, ravno tako ne more misliti. Za spontano zavest je nemogoče, da za nekoga čas teče hitreje, za enega drugega pa počasneje. To je zanjo nedojemljivo. In enako je zanjo nedojemljiv, naprimer, Russellov paradoks ali Gödelov teorem, in enako je za spontano vsakdanjo zavest nedojemljiva teorija subjekta. Nedojemljivo je, da nima subjekt nobene identitete, da nima nobene substance,
ker ne ve, kaj naj zdaj s tem naredi, ne ve, kaj pa potem je. Za spontano zvest je nedojemljivo, da subjekt, ravno ker nima nobene substance, potrebuje subjektivacijo. Da je to koncept, ki ga moramo šele usvojiti, da bi lahko mislili. Se pravi, to, o čemer zdaj govorim, pomeni, da se je v približno do sredine 20. stoletja zgodil en radikalen prelom v načinih razmišljanja človeških bitij o svetu, o ljudeh, o medsebojnih odnosih, o jazu, o zavesti. Radikalno se je spremenil. Nič več ni tako, kot je bilo prej morda še stoletje dolgo. Svet je postal nenadoma tako zapleten in tako čuden, da ga je mogoče misliti samo z zahtevnimi, kompleksnimi, teoretskimi koncepti. Od tega obdobja naprej ne morete več pogledati v svet s svojimi očmi in reči, zdaj mi je pa jasno, kakšen je. Mi s svojimi očmi ne moremo gledati v kvantni svet. Mi potrebujemo zapletene naprave, da nekaj pametnega rečemo o tem, kako je narejen atom. Mi ne moramo atomov videti. Mi ne moramo pogledati v jedro atoma in ugotoviti in prešteti protone. Ne moramo jih dati na tehtnico pa stehtati. Mi ne moramo videti kvarkov. Mi ne moramo spontano zavestjo misliti energije vakuma. Spontano zavestjo popolnoma nedojemljivo, če nek fizik reče, da ima prazen prostor ogromno energije. Ker ne gre skupaj. Če je prazen, ne more imeti energijo. In ne more v praznem prostoru obstajati virtualni delci, a ste čisto zblojeni, a se je zmešali. To je spontani odziv zdrave zavesti. In enako velja za teorijo subjekta. Spontana zavest lahko samo reče tem psihoanalitikom, se je utrgal. Kako subjekt nima substance? Kako nima identitete? Dokler ne osvoji teoretskih konceptov, tega preprosto ne more misliti. In je izgubljena. Za zdravo zavestjo smo upravili. Sorry. Lahko se ukvarjaš, ne vem, zaradi mene z gojenjem paradižnika, z narebiranjem gob, z kaj delaš fuzbal, ampak tega ne moreš razumeti. Ok, se pravi, danes potrebujemo res kompleksne koncepte, da to sploh lahko mislimo. In seveda, to je pa že v veliki meri povezano s tem, s čimer smo se mi tukaj sploh začeli ukvarjati, ko smo začeli govoriti o recimo psihoanalizi in filmu. Torej, v 3 razsežnostih se rojeva novo razmišljanje, kaj človeški posameznik je. V imaginarni razsežnosti je nekaj drugega kot v simbolni razsežnosti. In teh razsežnosti spet ne morete videti. Morate pogledati okrog sebe pa reči, aha, to je pa imaginarna razsežnost. Ker jo ni, ne morete kar pogledati. Ok, se pravi, če že gledamo na svet, potem moramo gledati s teoretskimi očmi, ne s temi, ki jih imamo tukaj v lobanji. Ok, kaj se dogaja v simbolni in imaginarni razsežnosti, ko Lacan opazuje otroka, ki se je ravnokar rodil, oziroma ki je star nekaj mesecev. On opazuje in vsak starš bi recimo lahko to opazil, ko ima 6 mesecev starega, pa 8 ali pa 10 ali pa 12 mesecev starega otroka. In recimo takrat bi se lahko starši vprašali, ok, moj otrok je star 6 mesecev. A ima jaz v sebi, a je noter v njem, kje jaz? A ga je podedoval od staršev, recimo, in če je, kje je? To so naivna, pozitivistična in materialistična vprašanja, ki so seveda zgrešena. Ne morete pogledati v telo otroka pa reči tukaj. To je Freud v določenem trenutku mislil. Freud je dejansko mislil, da je v možganih, nekje, če bi odprli možgani in pogledali noter, da nekje je ena substanca, ali pa so nevronske mreže in reče, evo, jaz. Tukaj je njegov sedež, tle. Freud je verjel, ker je bil vendarle, on je bil pozitivističen znanstvenik in je pač poskušal na to vižo.
Morebiti pa je kje. Ne? Če bomo prešteli vse nevrone in pogledali zadnji kotiček možganov, mogoče pa najdemo ta jaz. In se skaza, da ga ni. Kakorkoli gledamo danes v možgane, ga ni. Tudi če pogledamo molekule, ga tudi ni. Pa če pogledamo atome, iz katerih so molekule, ga tudi ni. Zakaj imamo pa občutek, da je? Jaz namreč. Zdaj še nismo prišli do subjekta, zdaj še prijazno mislim, še tle nismo razčistili stvari. Seveda, ker mislimo na napačen način, z napačnimi urodji, mi gremo v napačno smer. V tej smeri ne bomo nikoli prišli do odgovora. Ta smer, o kateri zdaj govorim, je smer, v kateri so se razvijale velike pozitivistične sanje norveških znanstvenikov. Ko bomo prešteli vse nevrone, vse atome, ko bomo prijeli v roke vse molekule, ko bomo imeli dovolj velike naprave, mikroskope in teleskope, ne vem kaj še vse, bomo odgovorili tudi na ta vprašanja, kar se je izkazalo recimo v 20. stoletju, da svet sploh ni pozitivistične narave. Da ni. Da je bistveno drugačen. In vse te sanje, pozitivistične sanje, so se sesule. Čeprav še danes jih poskušajo gojiti. Še danes. Če bi poznali čisto vse atome in vse lastnosti in bi jih stehtali in vse spine bi izračunali, pa hitrosti, pa ne vem kaj še vse, potem bi znali napovedovati vedenje ljudi, dobro, ker je veliko atomov v telesu, je to težko narediti praktično, ne? Ampak velike sanje so še danes. Če pa bi, potem bi točno znali povedati, kako se bo posameznik obnašal jutri, pa mogoče pojutrišnjem in podobno. Ne? In tako velja za vse druge zadeve. Na kar se je izkazalo, recimo med drugim tudi, da je vesolje res bizarno. In da danes v glavnem ne vemo, iz česa sploh je. Da danes za 95% vesolja sploh ne vemo, iz česa je. Še tisto malo, ko smo gojili iluzije, sej, ko bomo vse atome prešteli, smo ugotovili, da to meče v 5% vesolja. Se pravi, nismo še prešteli nič. In tako so se sesuvale pozitivistične iluzije znanstvenikov, matematikov in drugih. Kaj pa zdaj, ko se je to sesulo? Zdaj rabimo nekaj novega. Zdaj potrebujemo radikalno nepozitivističen način razmišljanja. In na kaj se ga loti? In spet opazuje tega dojenčka. Ta dojenček ima že dovolj razvite možgane, da prepozna, naprimer v zrcalu, svojo podobo. Se pogleda v zrcalo in se nasmehne in prepozna sebe. Ampak to, da dojenček sebe prepozna, da se vidi z očmi v zrcalu, da bi si lahko rekel, aha, to sem jaz. On potrebuje koncept. Ne more reči, to sem jaz. Brez koncepta jaza. 6-mesečen dojenček ga nima. Ima občutek. Ima ga tudi šimpanz. Šimpanz tudi prepozna sebe v zrcalu. Recimo kokoška se pa ne prepozna. Šimpanz se pa, ker ima toliko nevronov, da glih mu znese. Ampak šimpanz se tukaj tudi ustavi. Šimpanz ne more prepoznati sebe v zrcalu in si reči, tam je jaz, ali pa tam sem jaz. Ker toliko nevronov pa nima, da bi lahko procesiral nekaj, kar imenujemo ljudje jezik. Torej potrebujemo jezik. In ko imamo jezik, se začnejo pa dogajati nenavadne stvari, ki se prej niso dogajale in se tudi niso mogle. Vi lahko preučujete šimpanze, kakor hočete, in vse druge primate in zaradi mene še druge živali, pa vam ne bo nič pomagalo, ker nimajo jezika in ga ne morejo uporabljati. Zaradi mene imajo kaj drugega, in to lahko imenujete protojezik ali pa ne vem kaj, to jezik ni. Ker nimajo niti dovolj nevronov, da bi ga procesirali. In kaj se zdaj zgodi? Ta dojenček fiksira, kot pravi Lacan, opazi, prepozna sebe in to je imaginarna razsežnost sveta. Otrok prepozna v imaginarno
iz besede imago, ki ni samo podoba, imago je tudi iluzija. On prepozna v tej razsežnosti sveta, on je vstopil v to razsežnost sveta. Tudi primati nekateri vstopijo v to razsežnost, ampak nič več. Ne more nič drugega narediti. Prepoznajo vse, to pa tudi vse. Ta otrok je pa seveda že na robu tega, da bo začel, oziroma pravzaprav že uporablja jezik, ali pa bo rekel, jezik že uporablja njega, tudi če 6-mesečen otrok še ne zna govoriti, čez 4 mesece bo pa znal. Jezik ga že uporablja. Pravi, ta otrok je hkrati, ko je potopljen v imaginarno, torej prepoznava iluzije, zna jih fiksirati, potopljen tudi v simbolno razsežnost sveta. Zakaj? Tukaj so okrog njega, na primer, starši, ki govorijo, pa uporabljajo jezik. In otrok je del teh simbolnih prostorov, ki jih starši, na primer, drugi ljudje, ustvarjajo z jezikom. Zdaj, otrok že živi v teh dveh razsežnostih sveta. Eno ustvarjajo drugi in je on v njej. Bojo pa tudi sam začel uporabljati. V imaginarni razsežnosti se znajde čisto razvojno. Prosto razvojno nujno je, da ko je toliko star, prepozna samega sebe. In zdaj imamo že vse elemente, da se zgodi tole. V tem obdobju, Lacan tudi reče, dobro, od 6 do 18 mesecev, 18-mesečni otroci že govorijo, že zdavnaj govorijo, praviloma govorijo, čisto tekoče uporabljajo jezik. Se zgodi tole. Gre za natančno določen trenutek, ko otrok prepozna, torej imago ali podobo sebe in to podobo fiksira v zrcalu. Ne v sebi, v zrcalu. Fiksirajo torej na nekem drugem kraju. Kar pomeni, da je otrok od te lastne podobe odtujen. Če bi ga parafrazirali otroka namreč, bi rekli, jaz sem tukaj, zrcalo je temno. Moja podoba je sicer moja, ampak je temna. V zrcalu je. Seveda empirično v zrcalu ni ničesar. Zrcalo zgolj odbija svetlobo. Tam ni nič v zrcalu. Ampak vendarle, jaz, otrok, kot simbolno bitje, kot imaginarno in simbolno bitje, prepoznam svojo podobo na tem kraju, kjer ni sicer ničesar. In sem hkrati od te podobe odtujen. Tukaj bi se zdaj lahko ustavili in bi si lahko pogledali celo vrsto prizorov, namreč iz filmov. Filmi, zlasti filmi groze, to spoznanje s pridom izkoriščajo. S pridom to izkoriščajo. Gotovo poznate prizore, ko naprimer se človek gleda v zrcalo, pa nenadoma v zrcalu ni več njegove podobe, pa je neka druga. To je srhljiva izkušnja. Ali pa človek gleda v zrcalo, to kakšni filmi, recimo o vampirih, izkoriščajo, in tam ni več nobene podobe. To je tudi srhljiva izkušnja. Kako ni moje podobe tam, če se gledam v zrcalo, tle nekaj narobe. To s pridom izkoriščam. Ali pa, to tudi poznamo, gledam sebe v zrcalo, pa nenadoma zagledam, da je za mano nekaj. Mislim, v zrcalu to vidim, in pogledam nazaj, pa ni nič. Pogledam naprej, spet v zrcalo in tam nekaj je. In tako dalje, tako dalje. Ali pa to spoznanje s pridom izkoriščajo filmi takrat, ko recimo postavijo protagonista v kakšno dvorano zrcal. In zelo hitro se zgodi, da ta oseba več ne ve, kaj je zgolj zrcalni odsev, kaj pa ni zrcalni odsev. Zgubi
občutek za realnost, a je to zgolj zrcalna podoba, a je to zares. Ne? In potem praviloma se skuša orientirati tako, da začne razbijati zrcala. Tam, kjer je razbito, aha, to je samo zrcalo. Zlasti seveda, če se v tej dvorani pojavijo še drugi, ki mu kaj hočejo, naprimer. Ne? A je to zdaj ta prav, ali ni? Ne? A je zgolj zrcalna podoba? Vse to izkoriščajo recimo filmi, ne? Ki se zavedajo, da je Lacan prišel na dobro pot, ko je ugotovil, da je človek bitje zrcalnih preslikav. Jaz sem tukaj, ampak sem tudi tam. Ali pa poznate tudi izkušnjo, ko se človek, na primer, boji pogledati v zrcalo. Obstajajo ljudje, ki se, kaj bom tam videl? Čeprav ve, kaj je mislim, samega sebe, ne? Ali pa še kakšne druge izkušnje, ko človek gleda samemu sebi v zrcalo, čeprav tam ni ničesar, ne? In se mu zdi, Cronenberg, recimo, ima rad take prizore, David Cronenberg, ne? Da ga bo ta slika posrkala vase. To se tudi včasih zgodi v kakšnem filmu. Ne? Kot da je tam nekaj privlačnega. Ali pa, obratno, kot da je tam nekaj grozljivega. Kot da je v tisti podobi neko brezno. Kot da bom padel v neko brezno in se izgubil, naprimer. To so vse filmski komentarji k Lacanovemu spoznanju, da je človek bitje iluzij, preslikav, zrcaljenja, imaginacij, imagov, podob. No, se zadnje, skoraj bi rekel, trivialna, vsakdanja izkušnja je, da se ljudje ali radi, ali pa tudi ne radi gledamo v zrcalo. Ker a ni to zanimivo psihološko? V zrcalu lahko vidimo zgolj odsev samega sebe, nič drugega. Pa kljub temu se radi gledamo, češ, kot da bomo tam videli nekaj drugega. Mogoče sem pa tam lepši kot v resnici, ne? Potem probamo svetlobo naštimati, tako, ne? Da če se pogledam, zdaj, wow, kaj dobro zgledam, ne? Da bi preslepili sami sebe, naprimer, ne? Ali pa se ne upamo pogledati, ne? Da bomo zopet preslepili sebe, ampak v negativno smer, ne? Se pravi, tam vidimo nekaj, česar ne bi radi videli. Čeprav lahko vidimo zgolj to, kar je. In to je zunanja podoba nas samih. In s tem je povezana naslednja izkušnja in tudi vprašanje številnih ljudi. Kje je ta jaz, ki je sicer tam v zrcalu? Se mi vemo, racionalno vemo, da je tam zunanja podoba mojega telesa. Na tem temelji cela množica vsakdanjih praks. Naprimer, tiste prakse, ki so podprte z idejo, da ni pomembna zunanjost, ne? Pomembno je to, kar je noter. In potem človek reče, ok, če zunanjost ni toliko pomembna. Kaj pa je noter, ne? In kaj to je noter? Če empirično gledamo noter, je tle kaj? Ne? Koža, žile, meso, mišice, črevesje. Kaj? Ne? Kaj je to noter? Ne? Ljudje imamo to radi. Ne, mi nismo odvisni od zunanjih podob, veš, to so samo fasade. Pravi jaz je onkraj fasade. Kje? Ne? To so nadaljevanja tega začetnega razmišljanja. Kje je sedež tega nenavadnega jaza, kot mu rečemo? Ne? Ali pa druga ideja, ki je tudi zelo aktualna in se bolj ali manj nenehno srečujemo z njo, če je jaz odtujen od samega sebe, od svoje podobe v zrcalu. Mi imamo zelo pogosto na ustih razne ideje o tem, koliko smo ljudje odtujeni in koliko ni to dober in koliko bi bilo fajn, da bi bili manj odtujeni. In pa šlo začne razmišljati, kaj pa naj naredimo, da bomo manj odtujeni? Kaj je to? Da bomo manj odtujeni drug od drugega. Ali bolj bliz pridemo. Ne? Pridete do zelo čudnih vprašanj na podlagi tega razmisleka. Ali pa če reče človek, jaz sem odtujen od samega sebe.
kaj to zdaj pomeni? Ne? A sta pol v meni dva jaza, en, ki je odtojen od drugega, ali kaj, ne, ljudje imajo to radi tudi, eden je ta prav, ne, danes je cela vrsta raznih praks na trgu, kot se reče, ne, ki jih prepoznate, ne, vabilo na seminar. Na seminarju boste odkrili svoj pravi jaz. Pogooglejte malo zdaj, kolikor hočete tamle, za $35 ali pa evrov, ali pa imamo že. Ne? Poznate to, ne? In se rečete, moj pravi. A je pol več. Ne? Če je en pravi, morate obstati vsaj dva. Še eden, ki ni pravi. Zdaj, kako to ločati? Odkot sta pa zdaj dva? Okay. Velikokrat rečete, da o tej identičnosti sami seboj, ne? Jaz pač tega ne razumem, kako sploh mi to občutimo, da lahko rečem, aha, ok, zdaj živim, pa se vedem tako, kot da sem identična seboj, aha, ok, zdaj pa živim, kot da nisem. To ima tudi veze s tem zrcalom, ne? No, mislim, tega ne razumem pač, te identičnosti, pa ne identičnosti. Saj nihče ne razume. To se samo tako reče. To je logično nadaljevanje tega začetnega Lakanovega razmišljanja. Jaz sem identičen sam seboj. A mi to res razumemo, kaj to pomeni? Če začnemo razmišljati. Drugo je, kot se reče, ja, jaz pa nisem notranje razcepljen, jaz sem identičen. Fajn, pojasni mi, kaj za Boga to je? Potem ljudje zmrznejo. A ja, se res, kaj pa to je? To je hrbtna stran tega razmišljanja o odtojenu. Jaz sem pa odtojen od samega sebe. A to ni dober? Ne, to ni dober, veš, moraš biti manj odtojen. Shit, kaj pa se zdaj naredi? In skratka, vse to vodi v zadrege. Zakaj? Ker ne moramo sprejeti tega osnovnega teoretskega spoznanja, da v imaginarnih svetovih, v katerih živimo, smo obsojeni na zrcaljenje. Smo obsojeni na večno spraševanje, kaj je res, kaj ni, kaj je fasada, kaj je zadaj, kaj je resnični jaz. Ljudje imajo to tudi radi. Veste, ljudje prevečkrat skrivajo svoj resnični jaz. Kako ga skrivajo? Kaj to pomeni, ga skrivajo? Ne? Najprej ga imaš, pa skriješ nekam. In kako je to videti? Ne? A veste, to so zelo smešne situacije, če se resno vprašate, o čem ljudje sploh govorijo. In vidite, da pravzaprav ne vejo, o čem govorijo. Da pristaja na žargon, recimo egopsihologije, o kateri smo že prej govorili, žargon, ki je seveda pravzaprav tržna niša. Pridete na moj seminar in boste spoznali ta pravi jaz, noter boste prišli odtojeni, vam boste odšli neodtojeni, ali pa še en izraz, ki ga imajo tudi ljudje radi, ki ga ista psihologija lansirala. En jaz je pristen, en je pa tako fake. Ljudje imajo to radi, saj ti to sam fejkaš, a ne? Kaj to pomeni? Kako ti ve, kaj je to? In spet imate isto zadrego, ves čas imate isto zadrego, na katero nas date odgovoriti. In v imaginarnih razsežnosti sveta se tudi ne da odgovoriti. Tam gre samo zrcaljenje. In večno se sprašujete, je res ali ni res? Je to zrcalna podoba, ali je to resnična podoba, pa je una zgolj zrcalna te in podobno. Nikamor ne pridete. Zato Lacan reče, zdaj pa dost s tem spraševanjem, ki je neproduktivno in nikamor ne pelje. Mi potrebujemo nov koncept. In to je koncept subjekta, ki pa ni ujet v to zrcaljenje, ki pa ne prebiva v imaginarnih razsežnostih sveta. To so razsežnosti podob, ali pa če hočete na makroravni. Je to kaj tudi? S pridom se to izkorišča za spektakle, recimo za ljudi. Imaginariji je množica idej, kako narediti na ljudi vtis. Olimpijske igre, fuzbalske tekme, spektakli za nov let, petarde, bolj, ko se sveti, več, ko je lučk. Mediji to izkoriščajo, televizija to izkorišča, film to izkorišča. Kako ljudem ponuditi podobe, spektakle, ki bodo taki, da bodo ljudi začarali, da bodo ljudje
to sprejeli, ker imajo radi iluzije in bodo navdušeni. Ali pa na vsakdanji ravni posameznika, kako se obleči tako, da bom naredil vtis na druge. Ko se bom nekje pojavil, ali pa mogoče to še bolj velja za ženske, jaz ne vem, tako se zdi, ko se bom nekje pojavila, če gledate recimo zadnjo risanko od Walta Disneyja, Pepelko. Če kdo gleda Pepelko, imate tisti prizor, ki natanko to zdaj ponazarja, o čemer zdaj govorim, ko se ta princ odloči, da bo, se poznamo pravljico, priredi pač ta veliki ples, in v dvorani se vse princese zberajo in ženske in skratka, ker bo on izbral svojo bodočo ženo in vse so krasno oblečene in lepo in čudovito in ni na ni. Ampak, jasno, vsi čakamo, da bo prišla Pepelka. In ko ona pride, to je zanimivo, škoda, bi si pogledali, to je zanimivo, jaz sem prav pozoren postal. Ko se ona pojavi na vrhu stopnišča, seveda, tak klasičen hollywoodski kliše, vsi so spodaj, ona pride na vrh in potem se tako dolge stopnice vodijo, tja v pritličje, jasno, vsi pogledi so nenadoma uprti vanjo. In na tej točki bi človek lahko rekel, to je rokohitrstvo. Zakaj? Zakaj bi bili zdaj vsi pogledi uprti vanjo? Ni logike. To, da je tam, ne vem, 200 žensk s plesalci, kramljajo in tako naprej, in se pojavi še 201 na vrhu stopnic, bolj verjetno je, da sploh noben opazil ne bo. Ljudje kramljajo, pijejo, se pogovarjajo, na vrh stopnic glih ne gledate, ali razen po naključju. Ampak ko se ona pojavi, cela dvorana se začne umikati in delati špalir. To je recimo tak rokohitrski, hollywoodski kliše, ki pove, zdaj je pa pogled na to žensko in na njeno prekrasno obleko, ampak vse druge imajo tudi prekrasne obleke. Ta je pa nekaj posebnega. To je klasično, recimo, filmsko nadaljevanje Lacanove razprave o imaginarnih razsežnostih in o logiki pogleda. Vsi pogledi so dobri, ampak vselej bo en tak, ki bo začaral vse druge. Lahko bi še nadaljevali. Obstaja pogled, ki vidi nekaj, zunanje podobe, naprimer, ampak obstaja tudi pogled, ki vidi sam pogled. To so že pa zelo zapletene zadeve. In kaj iz tega sledi? In zdaj, ko se pač ta Pepelka pojavi, jasno, vsi se umaknejo in ko jo princ zagleda, se je že popolnoma jasno, da ima oči samo za njo in samo za njo in za nobeno drugo. Čeprav je v resnici ona just another girl. Po vseh pravilih je pač ena od množice. Ampak pogled jo naredi izjemo. In to je tisto, kar nas v vsakdanjem življenju v imaginarnih svetovih lahko zasužnjuje. Da nam, na primer, mediji ponujajo izmed množice pogledov enega, ki je tak, da začara vse druge. Čeprav je čisti iluzoren. Filmske podobe, spektakli, medijske podobe, to je čaranje. To je ustvarjanje umetnih podob, da bi bile take, da bi začarale pogled. Za podobo je zato najhujše, logično, če jo noben ne vidi. Če se pojavi Pepelka na vrhu stopnic in vsi kramljajo naprej, je to seveda za njo katastrofa. Zakaj me noben ni opazil? Čeprav seveda, odgovor na to je, zakaj bi jo pa? Ampak če dobro premislite, z lahkoto ugotovite, kako smo vsi prebivalci imaginarnih svetov in kako bolj ali manj to velja za vsakogar od nas, ne samo za hollywoodske junake, za vsakogar od nas. A nas bo kdo opazil?
a sem jaz kaj tako posebnega, da me bo kdo opazil. Ali sem zgolj neopazen v množici, siva miška, neviden. Ne? V imaginarnih svetovih je lahko za človeka katastrofa, če ima občutek, da je neviden. Noben me ne vidi, noben me ne opazi, noben nič ne reče. Ne? Recimo za moža in ženo je to lahko predmet resnih preizkušenj, če recimo žena reče možu, ne vem, vsi so opazili v službi, da imam novo pričesko, sam ti ne. Prosim. Razmišljam o tem, da na tem gradi pravzaprav vsa ta ponudba resničnostnih šovov, na tem gradi razširjenost teh tako imenovanih selfijev oziroma sepkotov, ki jim rečejo, ne? In te strahotne izmenjave po spletu, ker se človek res vpraša, odkot v človeku ta potreba, potem, da se nenehoma fotografira, se pravi, da se nenehoma gleda v ogledalo in da zdaj po novem to zrcalno sliko še nenehoma distribuira v neznano. Mislim, sploh ne ve več komu, ne samo tistim naslovnikom, ampak to gre v neznano tudi v časovnem smislu. Ne? To bo čez 100 let še vedno nekje tam v teh oblakih. Ne? In na to pravzaprav noben ne misli. Ampak zanimiv je ta fenomen, ne? Odkot človeku ta potreba, da hoče biti po eni strani čim bolj podoben, enak drugim, po drugi strani si pa domišlja, da je vendar nekaj enkratnega in neponovljivega. Ne? V celoti se s tem strinjam in zato, ker je oboje res. V tem je globoka dinamika. Osnovna zadrega, o kateri smo zdaj govorili, govorim o zadregi, govorim o težavi. V imaginarnem svetu je, če bi zdaj še enkrat parafrazirali tega dojenčka, ko se opazuje v zrcalu, ravno zato, ker je podoba tam zunaj, ga to spravlja v stisko. Pazite, tukaj ni izhod, da človek reče, ali pa ko bo dojenček starejši, bo rekel, aha, ja, fajn, to sem jaz, super, to je še kar dobro gledam, sem še kar v redu. Ne, ni tako zelo preprosto. Namreč, kot sem prej že uporabil izraz, odtujenost. Ta podoba je odtujena od mene, ker je nastala na drugem kraju, ki je zrcalo. Zrcalo mora biti vsaj malo daljeno od mene, takrat se ne moram videti v zrcalu. Se pravi, ta podoba je nekje drugje. In kakorkoli, to so nastavki recimo za narcizem, kakorkoli sem jaz zaljubljen v to podobo, kakorkoli verjamem vanjo, kakorkoli se mi zdi sprejemljiva in tako dalje in tako dalje. Jaz vedno potrebujem vsaj še enega drugega človeka, da bo to potrdil. Če bi zdaj skrajno poenostavljeno rekel, tem je velika zadrega tudi ego psihologije. Ego ne more biti identičen sam seboj. Ego ne more samemu sebi, lahko sicer reče, ja, fajn, to sem jaz, ampak čuti neko negotovost. Zato ponudi to podobo drugmu in reče, a ne, da je v redu. In če drugi reče, je, zdaj mačkam dramatizam, hudo pa je, če drugi to podobo zavrne. Ja, vse je v redu, ampak gledaj, tamle gor imaš tistle malo pa tale pega, pa nos je malo kriv, pa tole. In to se dogaja vsak dan. Pravzaprav, če bi mačken poenostavil, ali pa povzel, bi raje rekel, mi bolj ali manj nenehno preverjamo, ali je naša podoba, oziroma podoba nas, bom raje rekel, ki je odtujena od nas, všeč tudi drugim, ker če je samo meni, ni dost. In seveda to že vodi v konformizem. Če drugi ljudje mojo podobo zavračajo, jaz se leta dolgo že ukvarjam s teorijo hendikepa in z ljudmi, ki empirično na svoji koži doživljajo hude stiske zaradi tega. Se ta je pa invalid, ta pa
čuden zgleda. Se pravi, ta podoba, ta pa ni nekako iz registra sprejemljivih podob. V vsakem obdobju, na vsakem koncu sveta obstajajo podobe, ki so za večino ljudi naprimer sprejemljive in obstajajo podobe, ki niso. Zato se seveda tudi ljudje, saj nekateri, sem pa tja, želijo biti, se potrudijo, se želijo biti antikonformistični, kot se reče, in nam izzivajo, in se pojavijo neke radikalno drugačne podobe, ki ponovadi čez nekaj časa postanejo običajne. Danes, že dolgo časa je del neke mode, naprimer, to, kar je bilo tam v 70-ih letih punkovska oprava. Jaz se spomnim, ker sem dovolj star, kaj je takrat pomenilo imeti punkovsko opravo, irokezo in vse ostalo. Danes je to že zdavnaj del mode, danes pa nekenke hodijo take okrog. Takrat so pa ljudi policaji preganjali po ulici, kako ste oblečeni. Torej, obstajajo ene podobe in obstajajo druge. In vsi, to si moramo priznati, smo občutljivi, ali obstaja vsaj en drugi človek, ki potrjuje mojo podobo. Če jo ne, imam težave, ker sam sebi ne morem. Saj to čutimo že, ne moreš samem v sebi reči, wow, koliko jaz dobro zgledam. Dobro, rečeš lahko, ampak hip zatem te že en črv gloda, to že, ampak kaj pa drugi pravijo, da to ne. Torej, premalo je. Torej, ego, jaz, torej, že očitno, ne more samemu sebi biti garant, ne more biti identičen sam s seboj, ker je njegova podoba tam zunaj, zato se nenehno ozira na druge ljudi in jih poskuša ali kopirati, ali jih poskuša prepričati, dokaj časa ima še energijo in voljo, da on pa vendarle je vreden njihove pozornosti. Ampak seveda, to ne gre tako zlahka, to ne gre tako zlahka. Zato vsi vemo, da to izkoriščajo mediji vsak dan na veliko, če zares hočete narediti vtis na drugega človeka. Recimo, da se doma lotite preproste mentalne naloge. Okay. Jaz se bom jutri pojavil na nekem balu, pepelka, da skrajšamo. Kako naj zdaj jaz pritegnem pozornost množice? To je zanimiva mentalna naloga. Če bom oblečen tako kot vsi drugi, bi še videli nojo. Okay. Se pravi, moram biti oblečen drugače. Kako drugače? Kaj naj dam nase, da bodo drugi... No, to je lahko eno, ampak tudi danes je to že znucano. Tudi če nagi pridete, čeprav zdaj sem videl Lady Gaga, nekje sem to že zaznal, Lady Gaga je izvala zdaj nek škandal, ker se je pojavila ne vem kje, na pol naga, ali na 3/4 naga, ali ne vem kako naga, skratka, na nek način naga. Ampak če mene vprašate, tudi to že malo dolgočasno. Zdaj, danes imate realen problem, kako narediti vtis. Zagotovo, če pustimo zdaj ob strani pač razne variante, zagotovo pa veste, da nobenega vtisa ne boste naredili, če boste odprli usta, pa kaj rekli. Ker to nobenega ne zanima. Da boste fascinirali s podobo, ne z nekim govorjenjem, tako kot Rutar, tukaj nekih predavanj, nekih filozofij, koga ima to briga. Zato tudi ljudje danes radi rečejo, besede danes so nič vredne. Podobe govorijo več kot 1000 besed, a ne vem, kaj je že tisti klišej. Zato spontana zavest, jaza, spontana zavest razmišlja skladno s tem klišejem. Aha, moja podoba. In če gledate, recimo, če se vam da, če iz raziskovalnih namenov ali pa spoznavnih, gledate televizijo, naprimer, ali pa tele sprejeme v Cannesu, v Hollywoodu, ne vem, kje že, če se vam da. Zna biti zadeva zanimiva, ker med drugim si lahko odgovorite na vprašanje, kako poskušajo recimo razne zvezde, tako naprej, odgovoriti na to temeljno vprašanje. Kako naj fasciniram, s katero podobo bom fascinirala. Fascinirati pravzaprav pomeni začarati pogled. Začarati pogled, prikovati pogled, da ti pade čeljust dol in rečeš, wow. In to je tisti minimum, ki ga v bistvu ljudje pogosto, spontano želimo. Doseči, da bo nekomu pada čeljust dol in da bo rekel, wow, koliko ti dober zgledaš, in veš, a ne?
Z besedami danes ne pridete do. Jaz moram ob 7 res končati, ker moram tja najeti po eno osebo, če mi poveste sam 10 minut. besedo. Lahko jaz nekaj vprašam? Dejte, on moramo pa sam še, da naredimo uvod v simbolno razsežnost, da bomo mačkali, ampak lahko. Vsem to me zanima, zdaj na tem nivoju, ki ste ga zdaj omenjali, je koncept jaza že zgrajen na imaginarnem nivoju, ali se še izgrajuje, pa še to me zanima, koliko sta korelirana koncept jaza pa drugega, kjer je prvi, oziroma koliko sta med sebojno, ali je to že simbolni nivo? Ja, zdaj, vemo po vrsti, ja, je, bo takoj postalo jasno. Zdaj, tole še moramo reči, ne? Ko nastanejo te osnovne imaginarne koordinate, zdaj ta doječek je star par mesecev. Jasno, zdaj bo on razvijal svoje identitete, bo star 2 leti, bo star 3, bo star 15 in tako naprej. Ampak vse, kar bo posameznik gradil in imenoval moja identiteta, moja osebnost, bo v tej razsežnosti imaginarni povezano z podobo. In seveda zdaj mi lahko povemo dolge zgodbe, zapletene zgodbe, kako se bodo razvijale deklice, naprimer, ker zanje veljajo neki drugi principi, kot recimo dečki. Kako se razvija in kako otroci sprejemajo idejo lepote. Kako počasi, naprimer, deklice sprejemajo, da so ženske tiste, za katere velja v kulturi, da so lepe, manj lepe, bolj lepe in tako naprej, da za fante pa to nekako ne velja, da ni pomembno, kako so lepi, pa niso, ne? Da se ne rabijo oblačiti in v katerem obdobju bodo deklice dobile prvo barbiko, ne? Ki jo bodo oblačile, ki je simbol lepote, bla, 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 in kako bodo fantje dobili železnico. Ne? To so zelo, ampak vsem tem veliko vemo, to so že zdavni naredili raziskovalci. Ne? In kako bo kasneje, naprimer v puberteti, lahko se razvila ena deklica, recimo, v določenem trenutku se bo postala pod zrcalo in bo pred zrcalom bo ugotovila, da je neskončno debela in da mora shujšati in bo imela, tako kot zdaj nek video okroži po netu, imela morda 18 kil, kot jo ima ona ženska, ne? Pa še vedno trdi, da je debela. In tukaj, ne, v takih primerih, se pa dramatizirajo, se pa dramatično zapletajo te ideje, o katerih smo danes pregovorili. Znotraj imaginarnega sveta, naprimer, če bi zdaj povzel, je anorektična punca vedno predebela, tudi če ima 18 kil, je še zmeraj predebela. In tisto, kar je najhujše, ne, ona vidi sebe, da je debela. Ona bo rekla ti, kaj s tabo, kaj tebi ni jasno, daj pogled te špeh, ker visi dol, ima pa 18 kil. Jaz sem imel izkušnje imel sem tudi radikalne izkušnje z ženskami, ena je tudi umrla, recimo. Ni šlo, se ni dalo premakati več. Ne? In tako dalje. In seveda v tej dinamiki teh odnosov, jasno je, to tudi rečemo, ne? To teoretsko izjavo je treba zelo konkretno si predstavljati na nek način, ne? Da jo res razumemo. Ja, saj sem že prej povedal, to logično sledi. Jaz, ki ga prepoznam v zrcalu, je zame v nekem smislu vedno drugi. Zato smo ujeti v večno spraševanje, kje je ta jaz, kot sem prej rekel, a je v meni, kje je, a je v glavi, ne? Ali pa, kdo sem zdaj jaz? Kdo sem jaz? Moje telo. A je mojega jaza kaj manj, če si recimo, če mi odreže vlak eno roko? A je pol manj tega jaza? Ali ne? Kaj, če mi obe roki odreže? Kaj, če mi še moji nogi odreže? A so to še zmeram jaz? Cela vrsta vprašanj je povezani s tem začetno zadrego. Še enkrat rekel, kot sem že prej ponovil, začetno zadrego, kaj ta jaz za Boga sploh je? Kje je doma, kje je njegov kraj in ali je njegova, ali njena identiteta taka, kot se meni zdi, a obstaja še ena, ki je resnična, pa ta ni resnična, in to vodi lahko v totalne obsesije. To lahko vodi v tako psihopatologijo, da glava peče. Kaj naj jaz naredim, da bom v skladu z svojim resničnim jazom? Kako naj vem, da je vse tole, kar jaz tukaj počnem 1,5 ure izraz mojega resničnega jaza, če bi zdaj malo parafraziral Platona, ne?
In kako naj vem, da ni en demon, zdaj 1 uro pa pol skozi mene govoril in me začaral, da jaz sam mislim, da jaz govorim, v resnici pa ne govorim jaz, ampak govori en demon. Ne? In sem pravzaprav na robu psihoze, saj da tega še ne vem, da me pa čaka rešilce in me bo peljal v dvojnik, naprimer. To so, na žalost, za ljudi, ki se znajdejo v takem položaju, so to strahotna vprašanja, na katere ne znajo odgovoriti in ne morejo odgovoriti. Zdaj pa sam še uvod v drugo razsežnost, kjer se pa rojeva tuje subjekta. Druga razsežnost je pa simbolna. Ta je pa izjemno zahtevna, ker to prvo je sorazmerno lahko ponazoriti, ker nam je blizu. Čeprav nam je tudi druga blizu, ampak je bolj zapletena, bolj abstraktna mogoče, povezana z rabami jezika. Jezik je na nek način pravzaprav abstraktno orodje. Ko se znajdemo v svetu jezika, se v resnici znajdemo v abstraktnem svetu in zaradi jezika, samo eno vprašanje nastavim, zaradi jezika imamo vsi probleme vsaj z enim vprašanjem. Imamo še z drugim, ampak s tem zagotovo. Namreč, ko z jezikom opisujemo svet, govorimo o svetu, sporočamo drugim ljudem, kaj si mislimo o svetu, se nam nujno zastavi tole vprašanje. Kako vemo, kaj realnost sploh je? Kako vemo, da ni zgolj v naših mislih? Kako vemo, da se naše misli nanašajo na realnost pravilno, da nas ne varajo, oziroma tisto slavno kantovsko vprašanje se nam zastavi in s tem pa pokončamo, to je, kaj je realnost sama po sebi neodvisno od jezika? Oziroma, a sploh obstaja? To vprašanje imamo vsi pred seboj. Zdaj, a se ukvarjamo z njim ali ne, to je druga zadeva. Ni pomembno, lahko da se ne. Ampak imamo ga. Ker jezik sam to naredi. Čim začnemo govoriti, se znajdemo v nekih simbolnih razsežnostih sveta, ki so pa še neprimerno bolj čudne od te imaginarne. Ok, zdaj pa verjamem, da je toliko ura, da moramo nekaj. Ja, 3 minute še. A imamo še 3 minute, 180 sekund. Dobro, jaz ne bom več, dajte še vi kaj reči, tle ustavimo, jaz sem tle končal, imate še vi 3 minute. A se potem ta razlika med jaz in drugi rodi ali uresniči na simbolni ravni? Se verjetno boste naslednji, če kaj rodi se ne, kvečjemu, če lahko rečemo, da imamo dovolj velike kapacitete možganov, da so sploh to zmožni producirati. Šimpanzovi možgani niso sposobni tega producirati. Jih je premalo nevronov. Se pravi, če hočete reči inherent ali pa podedovan v tem smislu, ja. Ti mehanizmi, o katerih smo danes govorili, se sprožijo sami od sebe avtomatično. In so zaradi mene podedovani ali pa so ugrajeni v samo strukturo naših genskih sistemov, ki kontrolirajo možgane in tako dalje. Ja, s tem se danes ukvarjajo nevrologi, kognitivna znanost in tako dalje. Gotovo, ampak to so univerzalni mehanizmi, ki pri vseh ljudeh delujejo. Nas zanima, kako se sprožijo in kakšne učinke ima to za nas, kot smo danes videli, za naše pojmovanje zavesti. Veste, danes je eno najtežjih vprašanj, na katere ne znamo odgovoriti. Kaj je zavest za Boga? Kakšne so razmere med zavestjo in jezikom? In zakaj obstajajo stanja, ki jih lahko sprožimo, recimo s takimi drogami, kot je psilocibin, ki imate naenkrat izkušnjo, da jaz sploh ni več. Mi znamo to umetno izvedeti. Substanco. Imenuje se psilocibin. Pojeste in imate občutek, da ni več jaza. LSD, ne? Podobno. LSD ima podobne, ja? Podobne učinke. Ni. Kako ni? Kaj me... Tuf. In potem se vrnete, neko učinek mine, aha, jaz. To so zelo zanimive izkušnje, kako enkrat je, enkrat ga ni. A pa v hipnozi, ne? V hipnozi. Kaj jaz to zdaj kar nekaj delam? On mi daje, jaz pa kar lutka. Kaj pa moj jaz, ne pa moja volja, ne moreš se upreti. Kako ne morem? Kaj bi lahko potem takem, recimo, namerno naredili, recimo, če pustimo etiko v strani, namerno naredili poskus, pa pogledali, katere centre ta psilocibin izključi ali vključi in potem primerjali z kontrolnim subjektom. Ja, to delajo, Angleži delajo, ja, na veliko delajo. Kaj so gotovi? Ja, ok.
samo eno stvar. Danes lahko naredimo tole. Mi vemo, kateri receptorji, kakšna oblika receptorja je na possinaptičnih membranah, ki procesira to molekulo. To je nobene skrivnosti. To vemo. Ja, mi lahko vzamemo receptor, ali pa ga genetsko manipuliramo, ali pa ga vzamemo ven. Ga molekularno, oziroma kemijsko ga spremenimo. Tako, da mi lahko modificiramo molekulo psilocibina, spremenimo ustrezno receptor in ga damo nazaj. In lahko po mili volji pri človeku, pravim, onkraj teh etik, sprožamo ta učinek. Ko dobi psilocibin, se receptorji odzovajo, občutek je tale. Mu ga vzamemo, ali pa receptor vzamemo ven iz njegovih možganov. Tega ni. To gre danes že tako daleč, recimo eksperimentalno tudi delajo pri miškah, da lahko do določene mere, saj pri miškah, ker ima pač toliko manj nevronov, upravljate z živim bitjem, tako kot z ljudko, ki imajo na vrvicah. Izklapljate in vklapljate določene oblike vedenja, recimo pri miškah lahko znamo vklopiti ali izklopiti taktilne občutke. Ko izklopite taktilne občutke, se pravi, dozamete določeno molekulo, ki ste jo prej priredili, se miška začne obnašati, kot bi bila pijana, ker nima več občutka taktilnega, da ima tla pod nogami. Zdi se, saj, to je predmet razprave, se zdaj je bila pred kratkim, živahna debata, zdi se, da, ampak to je pozitivistična fantazma, bi to lahko počeli. Jaz mislim, da to, če bi to poskušali narediti pri ljudeh, nujno prej ali slej izzove psihotični razpad, ker se človek ne more obnašati tako, kot se ona miška, ampak to je zdaj spet seveda neka druga zapletena zgodba. Z iteracijami bi se to sprožili pri ljudeh, mislim, se ponavljanje tega eksperimenta na enem subjektu. Sej ja, recimo, ne, jaz moram imeti, kar mene oseba čaka, bomo drugič.